V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so preteklo sredo gostili predavanje ob 100. obletnici rojstva zgodovinarja dr. Jožeta Koropca. Jože Koropec se je rodil 17. marca 1923 na Bukovcu pri Zgornji Boskavi. Njegov prispevek k poznavanju zgodovine na širšem slovenjebistriškem območju je neprecenljiv. Na dogodku so z referati sodelovali predavatelji, ki so predstavili posamezne teme, s katerimi se je raziskovalno ukvarjal dr. Jože Koropec. Pozneje mi je bilo še večkrat dano, da sem ga obiskal na njegovem domu še kot osnovnošolec in lahko rečem, da sem se vedno počutil tako kot Simon Gregorčič v svoji pesmi Človeka nikaj, ki se začne z besedami: v delavnico sem tvojo zrl. Kajti profesor mi je dal vpogled v svoje zgodovinarsko delo in lahko mirno rečem, da sem ga v tistih dneh štel za največjega zgodovinarja, ne samo v Framu, ne samo na Štajerskem, ne samo v Sloveniji, ne samo v Jugoslaviji, ampak verjetno na vsem svetu. Veliko stvari mi je takrat pokazal mi je recimo prvi zapis besede framsko, s katerim je pravzaprav to slovensko obliko za najin domači kraj pomaknil za 125 let nazaj v preteklost, kajti do takrat je veljalo, da se Fram prvič omenja leta 1865, on pa je torej to obliko framsko zasledil že v dokumentih iz leta 1740. In moram tudi reči, da tisto, kar je povedal profesor Koropec, ta nedosegljiva framska avtoriteta, je imelo pri meni značaj verske resnice, ki se lahko mirno kosa z najosnovnejšimi resnicami naše vere. In ena takih stvari, ki me še danes spremlja, je, da se je razkuril, ko sva v nekem dokumentu našla, da je priimek pred imenom. In je rekel: ne, priimek mora biti za imenom, saj se reče priimek, to pomeni tisto, kar stoji pri imenu. Zaradi česar še zdaj vedno dam ime pred priimek, če pa kdaj moram slučajno narediti obratno, potem dam med priimek in ime obvezno vejico. In to je, bi rekel, trajna dediščina profesorja Koropca v mojem življenju. Pred nami je ena, mislim, da njemu najdražjih geografskih regij na slovensko-štajerskem ozemlju, čeprav je bila še tamle do Dravograda, oziroma tam je šla mejna črta, deželna črta med Dravogradom in pa Muto, pa se potem spustila na Mežo. Dravska dolina med Dravogradom in Mariborom. Slišali smo že, da je leta 67 magistriral s šentpavlovsko posestjo v vzhodni Sloveniji do začetka 17. stoletja. In potem 69. To je bilo oddano, seveda zagovarjal potem naslednje leto, doktoriral s temo zemljiške gospoščine v Dravski dolini do konca 16. stoletja, iz česar je potem, torej iz obeh teh dveh del je potem nastala monografija zemljiške gospoščine med Dravogradom in Mariborom do konca 16. stoletja. Takole je. Tale monografija, pa tudi monografija, ki ste slišali, Mi smo tu, objavljena potem 1985. Ja, če to vzamete v roko, dobite v roke dve, bi rekli, knjižici. Obe imata namreč A5 format in da se razumem, kaj hočem reči, druge knjige, monografije so seveda ne samo obširnejše, ampak tudi večje in takole, lepše, ampak hočem povedati tole, da nekdo dobi vtis, da gre za neko malo vredno delo, kaj takega. Tule, ko stojim, vam zagotavljam, da je tako tale, izdana disertacija, kot tudi, tale, zemljiške gospoščine med Dravogradom in Mariborom, v tistem času, torej v zgodnjih 70. letih, ena zagotovo in brez konkurence najboljših zgodovinopisnih del v slovenskem jeziku o zemljiški posesti sploh.